Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že drugi prispevek iz serije posvečene veliki nagradi Las Vegasa. Kot običajno si bomo skupaj pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu, ter nato skušali razumeti pravo razmerje sil pred kvalifikacijami. Tudi tokrat se bomo v prvem delu ustavili pri tistih tehničnih novostih in zanimivostih, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Las Vegasa. Nato v drugem delu bomo skušali razumeti pravo razmerje sil glede na prihajajoče kvalifikacije. Ampak kot običajno bomo najprej začeli s tistim, kar so ekipe pripravile novega. In videli bomo, da je tega kar precej. Kot običajno se bom tudi tokrat opiral na uradne dokumente, ki so jih izdali pri FII. In videli bomo, da ekipe so pripravile marsikatero presenečenje. Začnimo pri Red Bullu. Tu lahko vidimo manjše spremembe na tistem zunanjem robu pomožnih profilov prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Nič kaj takega, zadeva pogojena samo specifiko proge. Ampak kar je bolj zanimivo, je naslednje. Pri Red Bullu so pripravili čisto spremenjene vhode v tiste Venturijeve kanale tam na začetku samega dna. Ta sprememba ni pogojena toliko specifiko proge, kot dobesedno z tistim aerodinamičnim oprijemom, ki ga bolid rabi. In še zanimivost. Pri ekipi Red Bull so pripravili čisto posebno barvno shemo za veliko nagrado Las Vegasa. Ampak mi, navdušenci, je ne bomo videli. Sicer so jo predstavili, ampak nato so ugotovili, da je masa te spremembe tolikšna, da se na sami dirki ne splača oziroma da jih bo ovirala. Torej, odločili so se, da je bolje biti hiter kot zanimiv. In pojdimo k tovarniški ekipi Mercedes, kjer vidimo, da so v bistvu skrajšali tisti zadnji rob pomožnega profila na sprednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Lahko bi dejali nekaj, kar bomo videli pri večini ostalih ekip. Poleg tega nobene bistvene nove spremembe. A kar nekaj novosti bomo videli pri Scuderii Ferrari. Seveda, kot že pri prej naštetih ekipah, tudi tu spremembe na obliki in dolžini tistega možnega profila prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ampak lahko bi dejali zopet nič kaj takega. Tudi vhodi v Venturijeve kanale so drugačni. In ne smemo pozabiti, da so drugače izoblikovali tudi strukturo, ki pokriva te bočne elemente na samem bolidu. Ne smemo pozabiti na novo obliko samega roba dna, kar pomeni, da so tokrat pri Ferrariju na veliki nagradi Las Vegasa končno pokazali vse tiste novosti, ki smo jih pričakovali na prejšnjih velikih nagradah. Čeprav je Frédéric Vasseur v določenih intervjujih zatrjeval, kako smo zadnje posodobitve videli na veliki nagradi Združenih držav Amerike, na progi v Austinu. In sedaj verjetno marsikdo izmed vas razume, zakaj sam Frédérica Vasseurja malce smatram kot nekega lažnivega kljukca. Če Vasseur zatrdi, da so posodobitve na poti, jih na naslednji dirki ne pričakujem. Če pravi, da za letos je razvoj končan, pa na naslednji veliki nagradi ali dveh
bi lahko pričakovali obsežen posodobitveni paket. Dogajalo se je letos, ampak tudi že lani. A pojdimo k McLarenu, kjer bi lahko dejali, da je zgodba podobna tisti, ki smo jo videli pri Mercedesu. Torej, samo spremembe na tistih pomožnih profilih prednjega aerodinamičnega stabilizatorja in seveda ne smemo mimo Aston Martina, kjer so v bistvu napravili podobne spremembe, ki so povezane z samo lastnostjo proge. A zanimivo je ono, kar smo lahko videli pri ekipi Alpine. Seveda fotografij, ki bi bile jasne, v tem primeru ni na voljo, ampak spremenili so v bistvu obliko pesta oziroma zavornih košar, da so spremenili prehod zračnega toka tam ob kolesih. Ampak pri ekipi Alpine, kar je najbolj opazno, je nova barvna shema, kjer nimajo takih težav kot Red Bull. Alpine je seveda v ozadju in pri njih kakšnih 10 ali 100 gramov višja masa izgleda, kot da ne povzroča kakšnih večjih težav. Prav posebno barvno shemo imajo tudi pri ekipi Racing Bulls, kjer lahko vidimo med drugim nov pokrov pogonskega sklopa in seveda ne smemo mimo nekih sprememb, ki bodo seveda izjemno obsežne, ampak ki jih bom opisal izjemno poenostavljeno. Lahko ste videli na samem dokumentu, da kar se tiče tistih zadnjih oves pri ekipi Racing Bull, ogromno sprememb, ampak v resnici so nadeli elemente, ki smo jih že videli pri njihovi sestrski ekipi Red Bull. Torej pri ekipi Racing Bulls uporabljajo elemente Red Bulla. Videli bomo, kako učinkoviti bodo na naslednjih 3 dirkah. Tu seveda ne smemo mimo ekipe Sauber, zopet ekipe, ki ima prav posebno barvno shemo in velja isto, kar sem povedal že prej pri ostalih ekipah, ampak pri tej švicarski strukturi smo lahko opazili popolnoma novo dno. In govorimo o tistem srednjem elementu, govorimo o robovih, govorimo o vstopnikih v Venturijeva kanala in ne smemo pozabiti na difuzor. Konec koncev ne smemo mimo dejstva, da pri ekipi Sauber so še edini, ki v letošnji sezoni niso dosegli niti ene točke in morda z novim dnom bodo malce bolj konkurenčni. Videli bomo skupaj. In nazadnje še ekipa Haas, ki je letos tu prisotna na svoji, imenujemo jo, 3. domači dirki. Tudi tu zanimiva sprememba na samem zadku, kjer so povečali volumen samega difuzorja. Torej, tisti zavihek dna je drugačne oblike in omogoča, kot izgleda, večji aerodinamični oprijem. V tem spisku verjetno pogrešate ekipo Williams, kar je svoje logično. Ekipa iz Grova je imela obilico dela, da so sploh pripravili 2 bolida za tokratni dirkaški vikend. O tem smo že govorili malce bolj podrobno v prispevku Cena trga. Ampak verjetno nihče izmed nas ni pričakoval, da bi pri Williamsu imeli čas še pripraviti nekaj novega za to dirko. Ampak sedaj smo si pogledali vse tiste novosti, ki so jih ekipe pripravile, in prišel je čas za ono, kar so pokazale v resnici na progi. Če pogledamo prvi in predvsem drugi prosti trening, bomo opazili, da kar naenkrat so pri tovarniški ekipi Mercedes tam spredaj. In tu je treba poudariti, da proga po ulicah Las Vegasa ima svoje specifike. Kot običajno si bomo pomagali z maketo, tu je Mercedes 2V10. Namreč ločiti moramo, da 2 komponenti, vse tiste velike težave, ki jih lahko imajo ekipe pri pripravi bolida. Za kvalifikacije je seveda bistveno, da bolid čim prej, brez velikih težav, pnevmatike spravi na tisto delovno temperaturo.
kar po svoje lahko izgleda izjemno enostavno, ampak rad bi vas tu opozoril, da je krog sorazmeroma dolg in govorim po času. In to pomeni, da pnevmatike, kot jih vidimo tu praktično na progi, bi lahko imele tudi določene težave s tem, da jih držijo v določenem temperaturnem oknu. Delovna temperatura mešanice C5 je 80–85 stopinj Celzija. In res imamo nočno dirko, kar pomeni, da asfaltna površina bo hladna, ampak če bi nekdo pretiraval z ogrevanjem, bi lahko prišel v fazo pregrevanja, kar je zopet nekaj, kar se hočejo ekipe izogniti. Ampak imamo še drugo težavo, ki je vezana predvsem na dirko. In to je zrnjenje. Seveda po ulicah Las Vegasa ni tistega oprijema na asfaltni površini, ki bi ga pričakovali. Namreč asfaltna površina je zamazana in bolidi niso še nanesli tiste tanke plasti gume na samo asfaltno površino. Torej, ko je pnevmatika segreta in ko gre bolid hitro skozi ovinek, se seveda tekalna površina malce naguba in na to, ko naprimer zdrsne z zadkom, se posnamejo tisti vrhovi. Mi to na tekalni površini vidimo s tisto značilno sliko, ki spominja na to, da bi lahko nekdo počesal tekalno površino z nekim izjemno velikim žarečim glavnikom, vzporedne brazde na sami tekalni površini. In takšne težave so naprimer imeli pri McLarenu. Mercedes ni kazal, vsaj na prvem in drugem prostem treningu, obilico teh težav in treba je povedati, da s časoma bo zrnjenje zmeraj manjši problem, kajti bolidi bodo nanesli več in več gume na sam asfalt. In tu je treba povedati, da če sta bila oba Mercedesa izjemno konkurenčna na prvem prostem treningu, na drugem prostem treningu je Lando Norris prišel dokaj blizu. Govorimo o 11 tisočinkah. Ampak rad bi vas spomnil še na neko malenkost. Tako pri Red Bullu kot pri Ferrariju so pokazali bistveno več novosti kot pri tovariški ekipi Mercedes in McLarenu. Torej, vidimo lahko, da McLaren in Mercedes sta lahko v samem začetku šla bolj na polno, da so bolj iskali seveda tisti rezultat, medtem ko pri Red Bullu in Ferrariju so v bistvu morali preizkusiti novosti, ali delujejo ali ne. In konec koncev, časi, ki smo jih videli na prvem in drugem prostem treningu, v primerjavi z lanskimi, so bistveno hitrejši. Tako da najprej lahko pričakujemo na kvalifikacijah tudi bistveno boljši rezultat, ampak nekje bi lahko smatrali, da tudi pri Ferrariju in Red Bullu so se nekoliko skrivali. Ferrari je znano, da ima določene težave pri hladnejšem okolju. Ampak to se bolj kaže na sami dirki kot na kvalifikacijah. In tu, kar se tiče naslednje stopnje, bi lahko dejali, da je situacija dokaj uravnotežena. Ne upam si napovedati, kdo bo najhitrejši. Ampak zanimivo je videti, da Mercedes ob takšnih pogojih je kar naenkrat ratal konkurenčen. Res morda se nasprotniki skrivajo, ampak časi so res boljši. Govorimo o rezultatih, ki presegajo naprimer sekundo v primerjavi z lanskim letom. In torej, kot smo lahko videli v Las Vegasu, nas vsaj, kar se tiče kvalifikacij, čakajo seveda izjemno uravnotežene razmere, kjer verjetno do samega konca ne bo jasno, kdo bo boljši. Odvisno bo tudi od tega, kolikšno bo gneča na sami progi in koliko sreče bo imel posamezni voznik. Napake se bodo znale tu še kako maščevati onemu, ki bo predrzen. A o tem in še marsičem drugem bolj podrobno v zadnjem briefingu. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost
in nasvidenje.